Še tole, ali držijo navedbe, da je vaš volilni program napisan s pomočjo umetne inteligence ali ste jo uporabili le za lektoriranje in jo zato program zazna kot napisan z njo, gre morda le za novo politično blatenje? Ne, to je zanimivo. Mi smo potem dali naš program, ker sem bil presenečen glede na rezultate, ki so bili objavljeni v enem od medijev in ki je sprožil eden od konkurenčne politične stranke. In odstotek na 2 ali 3 uradno uporabljenih modelih za preverjanje je bil 0,49 odstotka, 1 odstotek, v enem pa 3 odstotke. Uporabili smo pa za slogovno in lektoriranje besedila, to pa smo. Ja. Jaz sem uporabila prvi del, gospodarstvo in delo, TextGuard mi je pokazal 93 odstotkov napisano z AI-jem, Sidekicker pa 99 odstotkov. Narobe, vsi te deli, še posebej gospodarstvo in finance, smo sedeli dolge ure z uglednimi gospodarstveniki. Predlagam, da njih vprašate, kdo je pisal program. Lahko rečem, da je vsebinsko najmočnejši program od vseh strank in sem ponosen, da smo to spravili skupaj. Je bila napaka, da je vaša ekipa za družbena omrežja, Facebookovo stran Larsen Sven Food Truck spremenila v Demokrate in s tem zavajala volivce, tako trdi namreč Inštitut 8. marec, ki je zaradi suma nezakonitega financiranja Računskemu sodišču prijavil stranko Demokrati. To je v resnici neka bizarna zgodba. Dobra stran tega pa je, da bo zdaj v času volilne kampanje vsako našo aktivnost dejansko res spremljal food truck in ponujal hamburgerje z domačim mesom. Pa tudi vegi burgerje. Pa ste izkoristili to? Ne, nismo. Se veste, da imamo še vedno toliko sledilcev, kot smo jih imeli prej. Ne sledilce, ampak to promocijo z hamburgerji. Da, to smo pa izkoristili, se smo na koncu politična stranka. Igrate violončelo, ste bili nazadnje na Veselici ali v Slovenski filharmoniji? Na Veselici. Bi morali ruski športniki znova tekmovati na olimpijskih igrah in športnih tekmovanjih? Ne. Je bila napaka, da je Slovenija priznala Palestino? Napaka ni bila, podpiram priznanje Palestine, večkrat sem pa rekel, da bi morala Slovenija to narediti v skupini večjih držav. Je bila napaka, da je Slovenija za nezaželeno osebo razglasila izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja? Jaz mislim, da ja. Bi se sestali z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom? Ne. Bi uvedli obvezni vojaški rok v Sloveniji? Ne, bi pa uvedli tako imenovano državljansko solidarnost, dvomesečno služenje po zaključenem srednjem izobraževanju z to možnostjo, da vkolikor ne služiš, potem služiš v zavodih zdravstvenega oziroma socialnega zavarovanja. Bi obdavčili kriptovalute? Da. Ali trgujete z njimi? Ne, jih nimam. Bi razbremenili plače? Seveda, v prvem tednu nove vlade. Bi ukinili dolgotrajno oskrbo? Ne, prilagodil bi znesek oziroma odstotek za dolgotrajno oskrbo dejanski zmožnosti ponujanja te storitve. Pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja podpiram, ne podpiram? Osebno ne podpiram. AJS v Sloveniji, vaš nekdanji poslanski kolega Žan Mahnič je napovedal ustanovitev urada za deportacije nezakonitih prebežnikov. V primeru, če bo stranka SDS vodila novo vlado, podpirate predlog? Ne, seveda ne. Član stranke SDS ste bili 25 let, to drži? Drži. Stranka ima izjemno zveste in vdane volivce, ste s svojim izstopom obrnili hrbet svojim volivcem? Ne, zaradi tega, ker volivci niso last nobene politične stranke, to je podcenjevanje volivcev. Imate radi logiko? Uživam v logiki. Poglejva tale primer. Stranka Demokrati Anžeta Logarja se je združila s stranko Konkretno. Drži? Drži. Ali je res, da je stranka Demokrati... Oziroma ne drži. Stranka Konkretno se je priključila k demokratom in s tem nehala pravno formalno obstajati. Tako. Ali je res, da je stranka Demokrati Anžeta Logarja po tej priključitvi Konkretno z njihovega računa prejela okoli 170 000 evrov, saj stranka Konkretno prejema sredstva iz proračuna? Ne drži. Dobila je 67 000 evrov, toliko kot je imela stranka na računu. Nekdanji predsednik stranke Konkretno je bil Zdravko Počivalšek, ki je danes v strokovnem svetu SDS-a. Naključje, se vam ne zdi? A da je v strokovnem svetu SDS-a? Pa da je bil prej Konkretno. Ampak stranka Konkretno ni več Počivalšek, Zdravko Počivalšek. Ampak prej je bil predsednik Konkretno, zdaj pa v svetu SDS-a. Naključje? Ja, pomagajte mi, kje naiščem naključje ali ne naključje. Ker je bil on v stranki Konkretno, ki se je pridružila vaši stranki in dobili ste potem denar z njihovega Ja, potem bi bilo bolj smiselno za naključje in logiko, o kateri sva govorila, da bi potem Konkretno se pridružil stranki SDS in bi prenesel ta sredstva tja. Ampak se je obratno zgodilo, priključil se vaši stranki. Drži. Okay. Če se vrne k logiki, lahko bi bilo videti, da je vaša stranka dobila finančno pomoč od nekoga, ki je danes v vaši nekdanji stranki SDS, bi bilo lahko tako videti? Jaz ne vidim te logike, če pa vztrajava, lahko bi bilo, pa ni.
Portal Necenzurirano je objavil podatek, da ste v zadnjih 3 letih v 96% glasovali enako kot Janez Janša. Prvak stranke SDS, je ta podatek presenetil tudi vas? Ne, ker ne drži. Če boste gledali na Parlameter, kjer je statistika za vsakega poslanca, boste ugotovili, da je odstotek bistveno drugačen. Kakšen pa je? Ne vem točno, ampak na tistem ekranu pokaže celo, da sem, mislim, da v zadnjem času z predstavnikom Mi socialisti Kordišem glasoval bolj podobno. Vrnimo se v čas epidemije COVID-a. Takrat ste bil, kot rečeno, minister v vladi Janeza Janše, ki je proti protestnikom sprožila vodni top. Ste takrat podpirali uporabo vodnega topa proti protestnikom? Zdaj, treba je razumeti, da iz današnje perspektive drugače gledamo na razmere, ampak kot so bile tam. Ampak jaz sem vprašala takrat. Ja, takrat se s tem nisem ukvarjal. Jaz sem bil praktično vse dni v tujini. Tudi ampak ste rekli, to je okej. Ja, seveda, kot član vlade, več kot to nisem sodeloval, je pa treba povedati, ne. To vprašanje bi imelo neko težo, če bi bil notranji minister, bil sem pa zunanji minister. Ampak vaše mnenje? Nisem se odločil za te ukrepe.